Voda. V njej smo začeli življenje. V njej se čistimo. Voda pomiri, ampak tudi pogoltne. Obstajajo kraji, kjer voda ne teče, ampak stoji. Temno, gosto, tiho. In tam, pod to površino, kjer svetloba ne doseže, se skriva nekaj drugega. Najglobje vrtine, najtišji zalivi, okostja, ostanki, najbolj srhljivi in mračni otoki. Ta video je pa mal drugačen, zaradi tega, ker me spominja na moje stare videe. Veš, ko smo delali video o otoku lutk, otoku kač, najbolj srhljivih krajih na zemlji ali pa v najbolj bizarnih smrtih. No in danes delamo v... Kako naj to povzamem? Najbolj srhljivih delih tega sveta, za katere skoraj ziher še niste slišali, pa so povezani z vodo. Ali so potopljeni, ali so ob vodi, ali so otoki. V glavnem, karkoli grozljivega bomo že poslušali, danes je povezano z vodo. Kraji, ki ti poženejo srh po žilah, saj meni osebno, ker se bojim, imam to fobijo, ni megalonfobija. Strah pred globinami, recimo, ki ne veš, kaj je spodaj, pa je tista temna globina, ali pa ki gre tako ketna ladijska dol, oziroma odsidra tako v globino in ne vidiš kaj. Meni je tega vsega ful strah, tako da ta video mi je bil cel ful zanimiv in srhljiv. Gremo čim prej vanga. Prvo tako območje na zemlji je umetno ustvarjeno. Reče se Kola Super Deep Borehole. To je najglobje, ki je človek kadarkoli vrtal. It's so deep. That's what she said. Če si predstavljate zdaj Mount Everest obrnen na glavo, ampak še globje od tega. To je v hladni, oddaljeni regiji Murmansk v Rusiji. To je bil podvig Sovjetske zveze. 1970. leta so se lotili tega vrtanja in njihov cilj je bil, da pridejo pač čim globje v zemeljsko skorjo. Globje je več kot 12.600 metrov, več kot 12 km pa pol plus v globino. In potem lepega dne so nehali vrtati. Uradna razlaga je bila, da je postalo prevroče, da so prišli do vročine 180 stopinj Celzija in da so tudi naprave začele odpovedovati. Ampak tisti, ki so dejansko tam delali na tem območju, pa poročajo tudi o drugih informacijah. Pa da so dol spustili mikrofone in so prišli do toliko bizarnih zvokov. Eni celo govorijo o krikih. Ne vem, kaj si mislite o tem, ampak da so se prestrašili in so preprosto nehali. Ta vrtina, si lahko predstavljate, da če bi jo danes videli tam odprto, bi bila nekaj najbolj nevarnega ever. Zato je tudi zapečatena in zagrajena. Ne more zraven priti, vidi se neka rja na vrhu in je tudi že poraščeno. Tako da je tudi zdaj scary. Eni pa imenujejo ta kraj, sploh domačini, tudi vrata v pekel. Drugo tako območje je Dean's Blue Hole. To je na prvi pogled tako najbolj lepo območje na Bahamih. Na prvi pogled je tako najbolj simpatično območje na Bahamih. Tako pogledaš v to modro morje, globočino, tak okroglkast je pač samo luknja v oceanu, taka obdana s turkizno vodno in pol na sredini temnejša. Ampak tisti, ki so se dejansko tam potopili, dobro vejo, da ne gre za navadno mečkan globjo jamo. Gre za brezna praktično. In tudi voda tam ne funkcionira isto, kot samo v globokem morju, ker je toliko več teme. Pri 20 metrih globine se vse umiri, tlak pade ful močno, čista tema, rata srhljivo, rata mrzlo. 60 metrov, potem na 90, na 200 dobrih metrov rata tema absolutna, ko ne bi videl popolnoma nič, ker tudi z drugih strani tam ne prahaja več svetloba. Srhljiv je Dean's Blue Hole tudi zaradi tega, ker vsak let terja veliko življenj. In to, kjer jih življenj potapljačev, freediverjev, prostih potapljačev, ki se samo spusti dol in gre v to globino v nedogled. Meni je to nekaj najbolj srhljivega, ki se kar vrže dol v globino, kakor dolg kloh, pa da potem še vedno nazaj pride po zrak. No in to tukaj ful radi počnejo in ogromno življenj terja. In pa si predstavljati, da če se greš tja kopat, tudi če ti je samo zanimiv in tudi če ti ni toliko scary, še vedno pod tabo je tako en kup trupel teh potapljačev. Meni je to tak mindfuck. I don't like it. Ko smo že pri morskih stvareh in vodi, Jim Beam ima novo kolekcijo kopalk. Sem jih prinesla. To so tudi od prejšnjih let. Sem prinesla samo zato, da vam pokažem, koliko jih imam, ker jih ves čas kupujem, ker jih obožujem. To so najbolj udobne, najbolj elegantne, športno elegantne, najbolj lepo prilegajoče se kopalke, ki najlepše poudarijo freaking obline. Vsak let samo še te kopalke kupujem. In ja, vsak let imajo nove barve. Imate tiste bolj nežne, pa črne, pa lepe, pa pastelne.
It's beautiful. Kot vedno imate tudi kodo Alenka 5 na Jimbeamu. Hvala vsakmu milijonkrat in 5000 lupčkov, ker uporabite kodo, ker podprete mene, ker jaz dobim 5% provizijo. Gremo na naslednjo lokacijo, na tretjo lokacijo in skozi bolj srhljive bojo, če mene vprašate. Mogoče bi mogli začeti bolj srhljivimi, ker te so res še chill. Cenote Sagrado. Upam, da se tako preberem. Mogoče marsikdo od vas že tam bil, ne vem pa, če veste kaj več o tem, ampak v središču te mehiške džungle, pri Yucatanu, je zelo značilno, da so te naravne kraške jame zapolnjene z vodo. Ampak tale, o kateri bom zdaj govoril, ta Cenote, je pa še toliko bolj scary. Raziskovalci so se začetek 20. stoletja majčkeno bolj poglobili v to potopljeno jamo in so pričakovali čisto navaden ekosistem dol, ampak našli so veliko bolj grozljive stvari. Ogromno okostij, ampak res ogromno okostij, orožja, orodja in tudi okostja otrok, starih od 4 do 6 let. Loban dol je približno 200. Če se sprašujete, kaj hudiča se tam zgodilo, Maji naj bi tam častili svojega boga dežja, Čaku, mislim, da se mu reče, in so tudi zaradi njega tja noter žrtvovali vse te žrtve, torej teh 200 ljudi plus otroke, zato da bi pač dež padel, da bi imeli dež. In to se je tam zgodilo. Mnogi potapljači poročajo, da se ob določenih globinah začnejo počutiti opazovane, da zgubijo orientacijo in da imajo tudi občutek, da jih neki vodi stran od izhoda. Če grejo preglobok, imajo napačen občutek, kako prideti ven. In meni je spet čisto bizarno. Mislim, da je to ena izmed teh jam, kjer se ljudje normalno kopajo, a se kdo kopa v tem, spet po tabo je tako neskončno okosti. Meni je to togbe. Naslednja, 4. točka na naši zemlji, ki se ne morete predstavljati, da obstaja, je Lake Vostok oziroma jezero Vostok na Antarktiki. Zdaj pa pazi to. To jezero je gromozansko, eno največjih na svetu, plus nahaja se 4 kilometre, pod 4 kilometre debelmu ledom. Torej ima 4 kilometre ledu, skoraj 4 kilometre, in potem je to ogromno jezero, ki je pa pač v tekočinjeni vodi. Voda je, jezero. Zdaj ne bom razlagala, kako so do tega prišli, meni je bilo to bizarno, z nekimi radarji, sonarji, ne vem, ne bom pametvala, ampak leta 2012 je ruska ekspedicija zavrtala dol do tega jezera in so bili šokirani. Pač ekosistem tega jezera, vibracije, ki so jih pobirali. Predstavljajte si, da je bil to jezero 15 milijonov let odrezano od naše zemlje, od zraka, od drugih organizmov, popolnoma dol v tistem kalupu, in tiste bakterije, ki so jih vam pobrali, in tiste organizme, ki so se kar razvili brez svetlobe dol, so pač insane, tako kot eni vesoljci so, še vedno ne štekajo, kaj so sploh takrat najdeli. It's crazy. In to zaradi raziskovanja tega jezera so toliko lažje potem naprej verjeli, da so se lahko valjda organizmi razvili tudi v vesolju, ker če imajo v tem jezeru spodaj toliko slabe pogoje, toliko brez zraka, toliko brez svetlobe, so se razvili organizmi, torej kaj vse je verjetno še v vesolju. Gremo dalje. 5. točka, kot sem rekla, skozi hujše bojo, in ta se imenuje Čuk Lagoon. Ne Čak, ampak Čuk Lagoon, kot Čuk. Ok, tole je zdaj območje pod oceanom, ki stoji, miruje, je v nenavadni srhljivi tišini in dol je ogromno ostankov tankov, ladij, letal in okosti. Zdaj še vedno na svojem mestu, tako kot je bilo, ko se je potopilo, in to ni fikcija, to je Čak Lagoon. Gre za območje, ki je bil med drugo svetovno vojno, natančneje leta 1944, glavna oporiščna točka Japonske za Pacifik in jih je takrat Amerika bombardirala. Takrat je bila sprožena operacija Hailstone in takrat je brutalno bilo potopljenih na dno te lagune več kot 60 japonskih vojaških ladij, preko 275 letal in skupaj več kot 4000 japonskih vojakov je takrat izgubilo življenje, potonilo in jih nikdar niso niti šli vseh povleči ven. Tako da ja, če se tam potapljaš, bo zaplaval recimo do enega letala na dnu in bo še vedno okostje pilota noter čepelo. Tanki, orožje, strelivo in celo maske so še vedno tam. Jaz sem gledala malo posnetke oziroma slike. It's so scary, kakšni potapljači najdejo te plinske maske, in jih kar tako malo položijo in razporedijo tam pa pištole, pa metke, pa orožje. In po mojem potapljač se tam potaplja, ali moraš biti ekstremno chill guy, da ti je to ok, ali pa pač da paničaraš do konca, ker it must be so scary. Potapljači tudi govorijo, da je ful tak občutek, kot da je morje samo po sebi tam ultra tiho, kot da bi imelo neko naravno spoštovanje do tega množičnega grobišča.
Kar se tiče paranormalnih zgodb, tukaj jim pojavov predvsem potapljači tudi poročajo o nenadnih izgubah orientacije. En potapljač je rekel: "Slišal sem ladijski zvon, a v tisti ladji ni nič razen rje in kosti." Je pa tukaj še ena okoljska grožnja, in sicer, če se te ladje kdaj ful nevarno razgradijo, počijo, razpadejo, je še vedno noter veliko nafte in bi zelo hitro lahko konkretno okužili to območje. Na 6. točki imamo Port Arthur, to je v Avstraliji. To je sicer na suhem, jaz osebno sem dodala to zaradi tega, ker je tik ob morju, v bistvu je ful lep zaliv, ampak ta kraj ima toliko bolano zgodovino. To je jugovzhodni rob Tasmanije ob samotnem zalivu, kjer megla pogosto ne odide. Dejansko je tako območje, kjer je ful pogosto še megla, pa ta kraj cel srhljiv je res vnot. To je bila britanska kazenska kolonija, ustanovljena leta 1830 in tja so pošiljali zapornike, ne toliko z namenom samo zapora, ampak tudi z namenom neke vrste mučenja. Tja so pošiljali vse, od tistih najhujših zapornikov, ki so delali najhujše stvari, do 9-letnih otrok, ki so lahko samo da kruh ukradali. Imeli so eno ustanovo, eno stavbo tam, ki je bila namenjena tišini, mučenju s tišino. Veš, ena stvar je, da te nekdo pretepe ali pa muč ali pa ne vem kaj, lobotomijo dela, druga stvar je pa, da si sam ali pa v samici ali pa čistko maske so imeli oni gor, in niso imeli nobenega kontakta z nikomor in nič niso slišali. Po moje so samo z očmi lahko gledali ven, ker pomeni, da se ti zmeša, in oni so tam prav značilno tako praskali po stenah, sami so bili, bledali se mi v lastni glavi in prosili so za smrt. Tam so posneli tudi eno najbolj znanih avstralskih paranormalnih raziskav, in ko so snemalci postavili kamere čez noč, so se pričele kamere ugašati, zvoki so bili popačeni in pa en mikrofon je ujel pač besede I never left oziroma nikoli nisem odšel. Še ena grozljiva stvar se je tam zgodila. Pač ta kraj je res insane, in sicer ena bolj sodobna rana, masakr, ki se je zgodil leta 1996. Šlo je za množičen ne pokol, ampak streljanje. Martin Bryant je ubil 35 ljudi in ranil 23. Streljal je kar sredi tega muzeja, pri restavraciji, pri parkirišču, tako kot bi rekel šolski pohod s streljanjem, samo da je on to izvedel tukaj, ko je že bil muzej, in tudi danes je še vedno muzej. Se pravi, prideš tja v to lepo območje, ker konec koncev vse, kar je doživel ta kraj, je bila samo smrt in mučenje. Pač prav bolano. In če se lahko predstavljate, še hujš bo zdaj ratel, na še hujše primere gremo. Ta naslednja točka, mislim, da 7, je en mojih, ne glede na grozno zgodovino, tako najljubših krajev na zemlji. O njej sem že govorila, tako da zdaj bom samo na hiter, ker je že prav video o tem, ziher, ali pa vsaj TikTok. Povelja se nahaja tako dobesedno 3 ure od nas. Odvisen od kje v Sloveniji si, ampak ja, čez zraven Benetk. Iz Benetk lahko vidiš Poveljo. To je najbolj zaklet otok na svetu, presežem. Zgodovina je prepojena s krvjo, s smrtjo, z boleznimi, in sicer že v rimski dobi je veljala za karanteno. Torej za najhujše bolezni, dejte na Poveljo. Ampak najhujše je bilo potem v 14. stoletju, zaradi tega, ker je ta črna kuga bruhnila ven, črna smrt, in je bilo res nesti. Žitak Italija in Benetke so slovele potem karanteno. Mislim, da itak beseda od tam izhaja, ne? Ker je kvaranta 40 dni, mislim, da moraš biti odrezan. Ampak oni so jih množično, ne skrivaj, po tih po noči odvažali na Poveljo, pač ven iz Benetk, in so jih tam tudi kdaj še žive metali v ta množična grobišča. Tam naj bi samo takrat v času karantene umrli, oziroma bilo mrtvih in samo spuščenih v tla 160,000 ljudi. In rečeno je, slišala sem različne stvari, pa to ni laž, to je dejstvo, da tam od 50 do 75% zemlje na Povelji je iz človeških ostankov. This is insane. A hočete še kaj hujšega? V začetku 20. stoletja so imeli tam psihiatrično ustanovo, bolnišnico, in ni bila ena izmed prijaznih, bila ena izmed tistih najbolj grozljivih, ker so delali obupne poskuse na ljudeh, ker so delali lobotomije, in tam je bil en doktor. En doktor je bil slab, ampak je pa tudi legenda v njemu, da se mu je na eni točki zmešal po vsem tem, ker so delali pacientom, in je začel videvati ljudi brez obrazov in se je vrgel dol čez svetilnik, in pa je ga padec ni ubil, ga je pa megla potegnila vase. To je ena stvar, ki skroš tam, in sem že toliko slišala to zgodbo, da je že težko verjeti, da ni nič na tem, presežem. Otok je trenutno popolnoma prepovedan, ne smeš tja, so pa redke
izjeme, ki pač dobijo neko dovolilnico, podkupijo domačina in ne vem, pol leta približno traja, da se to zihar zmenaš, sem slišala, ampak eni se zihar prej in te odpeljajo tja in lahko tudi, ne vem, prespiš, če hočeš, ampak domačini nočejo imeti opravka s tem otokom. In še zadnja stvar, še zadnji otok, še zadnja bizarna lokacija srhljiva na zemlji je pa North Brother Island. Mislim, da je to zdaj 8. območje. Jaz ne moram verjeti, da prvič slišim za ta kraj. To je kraj, ki predvsem New Yorkčanom zaledeni kri v žilah, ker se nahaja čez bliz. Leži med Bronxom in Riker Islandom v New Yorku. Zdaj je to majhen tak zaraščen otok, zapuščen in tam je vse ostali iz te grozljive zgodovine, zapuščene posle. Vse so pustili tako, kot je bilo, samo da je zdaj zaraščeno in še toliko bolj scary. Leta 1885 so tam zgradili Riverside Hospital, da bi izolirali ljudi s kužnimi boleznimi, kot so tifus, kolera, rumena mrznica, črn kašelj. Tako da v bistvu spominja ful na Poveljo. Je pa za ta otok bilo isto značilno, če si tja prišel, verjetno nikoli ne boš odšel, ker si bil del karantene in se boš itak okužil, tako kot vsi ostali. Od tukaj izhaja tudi tako imenovana tifusna Mary, oziroma njeno pravo ime je bilo Mary Mallon. Ona je še vedno najbolj znana asimptomatska prenašalka tifusa, torej ga je prenašala, ni imela pa dejanskih simptomov. In tudi umrla je potem tam, izolirana sama. In glede na to, da je ta otok mogoče najbolj grozen, to še ni vse. Leta 1904 se je pred otokom zgodila ena grozljiva stvar. Tam je bil en parnik, imenoval se je General Slocum in je gor nosil izključno skoraj samo ženske in otroke, ker so bili na enem verskem izletu. In je zagorel in se je potem potopil. Gor je bilo 1021 predvsem žensk in otrok in noben ni mogel pomagati. Prehitro se je zgodil in takrat je dobesedno vsa ta trupla naplavila na ta otok, na North Brother Island. En od reševalcev je kasneje rekel, morje je postalo krsta in otok mrtvašenca. In to še ni vse, glede na to, da je to naš zadnji otok. V 1950-ih so ta otok spremenili za rehabilitacijo za mlade odvisnike od heroina. Takrat je izgleda ta stvar kar cvetela, samo da niso za njih dejansko poskrbeli. Point je bil, da so bili osamljeni in niso imeli zdravljene, ne psihološke podpore, niti fizične dejansko, ne zdravniške. In potem so nekako rekli po 10 letih, basically smo neuspešni, ker so pač mladi ful umirali in vse je šlo samo na dol. Mnogi, ki so umrli, so bili tudi stari šele pod 18 let. North Brother Island je trenutno prepovedan za obisk zaradi kao zaščite ptic selivk, ampak ne vem, meni osebno se zdi, da ima dosti drugih dobrih razlogov, da je prepovedan za obisk, se mi pa zdi, da je tako kot verjetno veliko drugih takih mamljivih otokov, ljudje še zmeraj nekako pridejo tja. Zgradbe so zaraščene z drevesi, postelje še vedno stojijo v sobah, a skozi njih rastejo korenine. Zvezki otrok, posode bolnikov, celo čevlji, vse je še vedno tam. In to je to za ta današnji video. Upam, da vam je bil všeč, da niste preveč se že navadili, da so skozi true crime, da vam je všeč, če kdaj še kaj drugega, ker jaz res uživam, da mečkam zamenjam vmes, ker tudi veliko bolj z veseljem raziskujem in berem in potem povem. Še enkrat vas spomnim na Jimbim kodu Alenka5, če ne rabite kopalk, pa ziha rabite športno opremo, proteine, zdravo hrano, ful dobre sneke, top cene imajo pri Jimbimu, obožujem Jimbim, iskreno. Jaz pa zdaj potujem v Amsterdam, by the way, po jutrošnjem grem in ko mi čakam, tako da, ko vi to gledate, sem jaz v Amsterdamu. Lepo se imejte, lepo se imejte, pridni boste se gledamo, verjete naslednji petek, Alien Mama out. Bye!